Rimske toplice so znane po zdravilišču Rimske terme, ki so bile v bivši Jugoslaviji rezervirane za vojaške osebe, po osamosvojitvi so več kot 20 let samevale in propadale, za lastništvo pa so se potegovali različni tajkuni. Na koncu je zmagal razum in država je celotni kompleks prodala rusko-armenskemu magnatu Valeriju Arakelovu. S svojo navzočnostjo je rimskim termam povrnil ugled in pozornost domačih in tujih gostov. Kot ključni in vitalni cilj rimskih term si je zastavil združevanje stroke s celovitim poznavanjem življenjske in zdravstvene problematike, pri čemer posebno pozornost namenjajo zdravi prehrani, gibanju in pozitivnemu življenjskemu slogu. Združitev tradicije in najsodobnejše tehnologije ter programov za pare, družine, poslovne goste in seniorje so danes ključne prednosti rimskih term. Blagovna znamka Rimske terme postaja čedalje bolj prepoznavna v tujini, predvsem v sosednjih državah, kar je posledica nenehnega truda, promocije in mreženja. V primerjavi z letom poprej, ko je bilo v velikih pogledih prelomno, so tako dosegli 7,5% rast zasedenosti zmogljivosti. Lani je v rimskih termah dopustovalo 49,6% domačih in 50,4% tujih gostov, kar predstavlja 23% rast na tujih trgih v primerjavi z letom 2014. Sicer pa prisluhnimo, kaj je še povedal direktor rimskih term Valerij Arakelov ter voditeljica trženja in prodaje v rimskih termah Evelin Krajnc. Večinoma gostov pri nas Slovenci, povprečno ja sam že rekel, приближно 50%. Veliko gostov imamo z Italije, Avstrije, ex-Jugo. Ex-Jugo to pomeni Srbija in Hrvaška. Upam, da kmalo bodo bili več ruskih gostov. Pri nas danes imamo izraelskih gostov. In to taka struktura gostov. Povprečno do 3-4 dня гостов, кто придет само за wellness. Ampak gosti, kateri pridут na medicinu, 10 dni. V bistvu vseh skupaj programov je približno 5%, se pravi zdravstvenih, celotnih samoplačniških in preko odločb, ki imamo 5%, tako, ampak tega si želimo seveda še letos delamo, zelo glede na lansko leto bo tukaj, sledimo že zdaj v prvih 5 mesecih je kar veliko povečanje, ker v bistvu dober glas seže v 9. vas, imamo zelo dobre, bom rekla, rezultate na področju zdravljenja. In to se odraža tudi v Sloveniji. V bistvu ta pot je seveda težja. Tako, ampak gledajte, drugače se pa tujci zelo dost odločajo za samoplačniške programe. Predvsem gostje iz Rusije, vsi, ki prihajajo, sem pridajo na medicinske storitve in pa tudi gostje iz držav bivše Jugoslavije, se pravi največ iz Srbije. V bistvu imamo v okviru medicinskega centra obravnavamo bolezni revmatičnega obolenja, bolezni lokomotornega aparata, ortopedska obolenja in pa stanja po ortopedskih in travmatoloških operacijah. Osredotočamo pa se najbolj na lokomotorni aparat. In mi zelo dobro sodelujemo s kmetijami, s Saškircevoj domačij, s Saškircevim sadom, kupim jablke. Наши гости зelo radi skuti domačih in rekli, taki ne moreš kupiti v trgovini. In različne meso, vse mi kupimo v lokalnih firmah, kmetij. Mi imamo tematske večerje, dalmatinska kuhinja, češka kuhinja, nekaj takega. Ampak glede na naše izkušnje, gosti zelo radi slovenske kuhinje, seveda tujci. In naša restauracija, a la carte restauracija ima tako ponudbu. In naši gosti zelo radi slovenske kuhinje. Mi imamo 90 zaposlenih, redno zaposlenih, ampak in plus zunajnih, 40 zunajnih.